Ja, pri Mirinu je pa tako, ne? Bum! Pri Mirinu je pa fucking bum. Ponedeljek je 13.4.2015, ura je 17:08 popoldne, ne vem, 08, nisem še nikoli rekel, po moje. Tole so glave, podke za legitimno preživljanje prostega časa. Pižama intro. Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Najprej moramo reči najlepša hvala trifas.si, podjetju, ki podpira ta mesec določene oddaje na mreži Aparatus, tako da, fantje, hvala, pejte počekirati njihove produkte. Tošel je en od teh stvari, kjer lahko gledate in se zgrozite, koliko za vraga zapravite vsak mesec za parkirnine. Meni je rado, jaz moram rekord sem naredil prejšnji teden za enodnevno, manj kot enodnevno parkiranje, sem plačal 36 €. Zakaj pa? Ker mi je uspelo izgubiti kartico in to po 5 minutah od trenutka, ko sem zapustil parkirno mesto in potem sem dvakrat prehodil isto pot, tako kot Pak, Žak in Mak v svoji najboljši vlogi. Kaj so bili mladih tabornikov? Ne? Ampak, a te še nekaj vprašam, a si pol zavedel to v Tošlu ali si lagal, da se to ni zgodilo? To me bolj zanima. V Tošl sem napisal alkohol. Ker je manj sramotno, mislim, manj sramotno bi bilo, če bi napisal, kupil sem si krokse na razprodaji. To je res, ja. Tako da ja, gledam prehod. To je bil tak lep daril za rojstni dan, sem si dal, veš, izgubljena kartica, ampak če sem že moral kakšno kartico izgubiti, mislim, da je bolj, da sem izgubil. To je pa res. To, ker dejansko imam na bančni malo več kot 36 €, tako da je bila razlika. Ni več tisti študentski časi, ki bi bilo pa bolj, če bi izgubil. Tako da ja, ful hvala Trifas-ju, oni imajo sajt na trifas.si. Pisarne pa v Kranju pa jogo delajo. Tako, in zdaj sem zvedel, kaj je ta joga, kaj je pisarniška joga. Prvo vprašal sem Logarja, se pravi enega od šefov Trifas-ja, in je rekel, da dejansko pride ena inštruktorica in delajo jogo skupaj v pisarni. To dejansko je pisarniška joga, to ni dejansko joga. Inštruktorica pa ne pride kot 90 let star presušeni idic. Rekel je, da pride inštruktorica, zdaj pa kaj to pomeni, pa ne vem. Lahko je pa 90 let stara inštruktorica, kako ne veš. Ja. Ne, tako da ja. Pa Tunijo še delajo. Tunijo so super zadevce za ta male, od imaš Jelija, ki raziskuje navaden svet, pa svet glasbe, pa imaš Mahjong, dejansko imajo Mahjong za mulčke, no? Tako je tudi take zelo preproste in pa je tako, veš, premeteno, to jim pa moramo reči, fantje so lisjaki, veš, tako, ponavadi, ko otrok, ki ima kakšno aplikacijo, pa tako gleda, aha, to pa to je, ne, a veš, pa imaš pa tam, aha, tukaj pa zdaj swipe z 2 prsti dol za starše in vidiš, daj, ponujemo ti še to in to in to. Pri njih je pa tako, ko gre naprej se pa kar še kaže, veš, tole je tudi not, pa tole je tudi not, pa tole je tudi not, pa tole je tudi not, ampak toliko. Tako da, fantje, če kdo od Trifasa posluša zdaj, tole je bilo za enkrat zastonj, pa zdaj pa če hočete naprej od te točke. Je pa treba doplačati. Ne, ampak res super zadevce, tako da... Trifas.si se temu reče. Drugač pa, kaj še imamo admina? Imamo Facebook, aparatus.si, imamo Twitter, aparatus poševnica, početaj.si, imamo webpage, aparatus.si poševnica podpri, kjer lahko tudi sami postanete podpornik Aparatusa in podarite mreže Aparatus 4, 8 ali 12 € mesečno. Lahko pa seveda tudi, če ste poslušate, ne, in ste CEO modernega startupa, ki ve, kako je biti v stiku s sodobnimi komunikacijskimi in medijskimi trendi, in da sem ravno kar zelo slabo rekel besedo komunikacijskimi. Če že kje zajebaš, moraš tam zajebati. Ja. Pri komunikaciji. Pejte pa na... Kam ti to piše? Kar na anzeafna aparatus.si. Najbolj rečete, jaz bi rad pokrovitelj ali glav ali cele mreže Aparatus ali določenih oddaj, ampak predvsem glav. Ja. Res, in če rečete, ne, če se prijavite kot naš pokrovitelj in rečete še ključno besedo, rad imam vodo v pivskem kozarcu, dobite možnost, da lahko donirate 10% več denarja, kot ste prvotno nameravali. To je izjemna ponudba. Hvala tudi za vse zvezdice in glasove v iTunesih, če še niste
nas tam pritisnili, zdaj je tudi tam. Zdaj je ful dobro, ker so na 42 pri glavah. In bi skoraj da tako ostane. Ok, ljudje ne. Dajte zvezdice, dajte pisati pa ne. Pisati pa ne, ja. Mislim, da je to. Če že pišete, pišite pa nam na mail glave@aparatus.si imamo tako. Za kakršne koli predloge. Zdaj trenutno imamo 1213 mailov še neodprtih, v vseh piše, kdaj boste delali Better Call Saul. Je zadeva, tako da ne vem, kaj nam to piše, se ti kaj sanja, kaj hoče s tem povedati. Kdo to gleda? Kdo je sploh, kdo to gleda? Ampak, že spet smo tu, pižama. Tam, kjer se je vse začelo. Time is a flat circle. No, to se jaz hotel reči. Ja, ampak dejansko unike ne veste, večina po moje to ve. Glave so se začele v bistvu, ne. Tako da sem bil jaz gost v Aparatusu, sem šel do enega sumljivca v pisarno njegovega fotra in nisem vedel, da bom prišel živen ali imajo slučajno. Ne vem, ker se mi je zdel čuden, ker je že en teden pred tem, preden me je povabil, je tam dejal, kako je na mimo vrste naročil 200-litrski skrinji zamrzovalni in to mi je bilo malo tako čudno. Ja. V glavnem in pa so posnela tisti Aparatus, sem rekel, jaz bi pa delal neke te... podcast o Igri prestolov, ne? In jaz sem ga prepričal, da mogoče pa je ful dobra ideja to, ampak da mogoče pa vsem to malo preosko usmerjeno za celoletno produkcijo tega, kaj če bi to malo razširili, ne, na še druge stvari in zdaj delamo nadaljevanke, kdaj kakšen film. Enkrat smo imeli stripe. To je res. Knjig še nismo imeli. Ja, no, imeli smo Prečeta, a to šteje. Ja, to šteje. Ja, to šteje, ne. Okay. Tako da ja, tada smo tudi knjige že, ja. Tako da šteje v glavnem in zdaj smo tam, kjer se vse skupaj začelo v zahodnjem, kjer pa stvari niso take, kot so se začele, ampak predvsej bolj krvave in z predvsej manj ljudmi kot pred dvema letoma. Ja, mislim, da je 2 leti. Ja. 2 leti. Moj bog, ne. Ja, to je bil zvok otroškega šampanca. Za vse, ki niste spoznali tega zvoka iz moje genialne banke zvokov v formatu WAV. Ti, prosim, nikoli več ne boš zadolžen za zvočne efekte. Vsi se spomnimo točno to. V glavnem, sezona nova. Ja, midva sva imela to srečo, kar pomeni, da je bil pižama povabljen, pa je pa še mene noter odturil, ne? Ampak itak so pa odtadali te karte. Ja, ker je sam, ne, sploh ni bilo mene ekskluzive. Ne, bila sva na predpremieri, ne, tako da in sva gledala pač prvi del 5. sezone. In vem, kaj si vi zdaj mislite, mi smo skretena, mi smo zdaj dal že potegnili vse te prve 4 dele in smo pogledali mi dva o tem ne bova govorila. Ja, res je. Ne, rekla sta prav, da bova šla po, ko sem napisal, uradnem urniku predvajanja. Ne? Ker je to tudi edin fair. Ampak, zdaj prvi del, ne. Prvi vtisi, pižamc. A greva tako, prvi vtisi. Prvi vtisi, ja, taka, bi rekel, ni najmočnejša začetna epizoda. Mislim, da tlele Karlanski, dva meča poberata tisto, čeprav, zdaj težko je tudi to primerjati, seveda z uvodno, z uvodnim delom, samim pilotom, oziroma dodelanim pilotom serije, kako se je vse skupaj izcimilo, ampak jaz rekel, meni je bilo počasno, mi je bilo všeč, ker so rekli, ne bomo vseh natrpali not v prvi del, dajmo jih samo ene par in pustimo dihati. In pa zelo, zelo pozitivno me je presenetila ta še ta dodaten občutek epskosti, občutek veličine, ki jo zdaj že z določenimi kadri in posnetki ter tudi z efekti dovajajo, kjer je res mogoče, vse to smo pravili že skozi, da če je bilo ta prva sezona se res del tako, kot olej, tam ne gre pa, so iz Lipice jih pelali v njih 12 konov, ki še niso zastrupali, so jih pelali na sprehod, ne, zdaj pa imamo to mogočnost in se tudi vidi recimo v teh, ravno to, kot so se mi že pogovarjali takrat takoj po predstavi, ne, ko so se ogledala, da so taki mehni detaljčki, kot so recimo to, da gledaš dvigalo, ki se dviga na zid od spodaj, ne, in imaš ta širši kot in še določene take perspektive, ki ti dajo res občutek, da si v nekem ogromnem svetu. Ja, tako teksture je več, veš, v smislu, da je pač
To so sicer tako majhne zadeve, ampak prej pač to res ni bilo mogoče. Prej je bilo vse v bistvu sfejkan in se je dosti videlo. In to smo se videli takrat prav pogovarjali. Rekel, pa je pa vojska prišla, pa so res tako 4 modeli uleteli. Mi smo vojska. Znaš pa dejansko tako so začeli filati, se vidi, da so jim dali denar, da imajo denar tudi za efekte. In mislim, to je mene najbolj presenetilo od vsega. Je pa res, da sem imel mogoče tudi malo pod vtisom, ker so to gledali na platnu. Kar je bilo karepsko. To je super. Jaz sem imel prva 2 dela na platnu. Jaz sem to prvič zdaj doživel. To je noro. Škoda je, da pri nas niso tega izvedli v Evropi, a so v kakšnih delih Evrope, samo da do nas ni prisluhnil, so v IMAX-u. Januarja, kdaj so predvajali par delov iz 4. sezone. Tako da jaz upam, da bojo to še kaj tudi nam pripeljali, ker to je nora izkušnja. Ja, res je fajn. Edin čudni je, ker greš po 1 uri ven. Tako to sem Bokiju rekel, da so bila... še bolj čudno, ker je folk kulturen. En telefon ni zazval. Mogoče tle tudi so HBO krivi, ker so napisali, da bojo oduzeli vsako napravo za snemanje, ki jo bojo zasledili vmes. In res so imeli zadaj kot 2 mrkogleda varnostnika. Ja, dejansko sta bila 2 varnostnika. Motrila nas od zadaj. Jaz sem skozi čutil neki na tilniku. Ja, ne, ampak je... Da že naslednjič me roke pri sebi pokinu. Ok. Humor lotiš čale, odlično. Ja, ampak brez prejudiciranja. To je res. To je vsaka čast. Napredno, pižama, napredno. You go, boy. Okay, zdaj pa, ki so se dotaknili že pač efektov pa tega, a greva po scenah lepo naprej? Po lokacijah. Ampak bi pa jaz tam še eno stvar rekel, kar se vtisa tiče. Moram reči, jaz se zmeraj bojim pri teh nadaljevankah, je tako, veš, se zgodi prelom, ki ti je huda, pa tako se začne, pa ti je tako, pač še ena sezona se je začela, mene to še kar ni zapustilo. Jaz sem čisto excited, pač jaz sem tako, ali kaj se je začelo dogajati. Kaj sem si jaz celo letos naredil, zdaj nalašč nisem toliko spremljal aktivno. Enako. Produkcija, sem tako v teh nekih širokih potezah spremljal, kaj se dogaja, pa z Marko tam, ko debatiramo. Se to, Mare v bistvu je edini moj ver v bistvu. Ampak nisem pa več tistega, ko sem včasih prebral na vse komentarje tam na temu, kar je zdaj Watchers on the Wall in je pa svoje fino, ker me kakšne stvari tako presenetijo. Sploh nas pa bojo zdaj to sezono itak, veliko stvari nas bo presenetilo, ker se podajamo v svet, kjer je knjiga tam nekje. Zadaj, kjer se določene stvari bodo še dogajale po knjigi, nekatere so oziroma so že, kar je že posneto, oziroma bodo prehitele knjigo, nekatere pa bodo tako kot vedno izpeljane po svojem meni. Pravzaprav to všeč, zato ker bom zdaj res presenečen. Prej smo res gledali, pa si vedel, kaj se bo zgodilo tam na Rdeči poroki, pa vedel si, kaj se bo zgodilo, ko bo Sean Bean pokleknil. Ampak jaz glih na to upam. Jaz upam, da si bojo upali, pač take, te res prelome, da si bojo upali narediti, a veš, po svoje. Da bo si bojo svoj red v enih zmislili. Že take. Se Martin je že, v knjigah so še živi, notri pa mrtvi. Ja, prav, to je serija, so knjige. Meni je to predvsem dobro, zato ker pomeni, da bo pa tudi za knjigo še kaj neodkritega ostalo. Ja, boš pa tam bral, pa bo tako, to je bilo pa drugačne. Bomo pa kontra, bomo naredili. Martin, nimaš pojma. Ne, pa kulje, pa bojo že spet glave, tokrat je Game of Thrones, sem knjiga. Ja, pa best, ne vem, koliko ste kaj zasledili ljudje. Martin je ravno, mislim, pred tednom nekaj tazga je rekel, da je za 2 lika najdu en hud twist. Nekaj hud zasuk, ki mu kaj prej ni prišel na misel, ampak zdaj, ki je videl, kako je ta lika do zdaj, mislim, da sta 2 lika, kako je do zdaj ustvarjal, da je vse tako logično padeno v zgodbo. Tako da bomo presenečeni. Upamo, da bomo right like a wing. Ja, da piš model. Ok, lokacije. Začnemo tam, kjer je treba začeti. Začnemo v ja, v bistvu, ja, prvič. Najprej dajmo to meni se srce trgal ob špici. Meni se srce trgal ob špici. Vse je bilo hudo gledati tisto porušeno zimišče, zažgano, ki sedim iz njega, kad je ampak poka, pa vidiš na zimišču gor, unga Boltonovga, udrtega človeka. Ti si, ne, zakaj? Ti se pa bilo, to je pa res. Stisneno me je pri srčku. Sem vedel, da boš to rekel. Ampak začnemo pa v bistvu 25 let v preteklosti. Ja, prvi flashback, v bistvu. Dejansko imamo prvič in mene je zelo spomnil na te prologe od Martina, ki je kar od nekje.
Ja. Pač ti nekaj spremljaš, ki nima v bistvu veze z nobenim od glavnih likov. Misliš, da ne? Potem zveš, kakšno ima zvezo z glavno zgodbo. Kakšno ima z glavno zgodbo, ne? In je huda fora. No? Mislim, všeč mi je v bistvu, da je flashback, da ni tako, kot je v knjigah, ki se v bistvu več ali manj isti čas dogaja, ampak so neki liki, ki jih pač niso glavni, pa pol se nekako povežejo z glavno zgodbo. Klej pa res, kot je pač proper flashback je in isti feeling naredi. Kar se meni tiče, je bilo super. V bistvu, jaz sem pač to nažalost, zdaj mi je žal, da sem to vedel, to sem vedel, da bo, ne. Ampak tako si predstavljam, da če ne veš, pa prvo gledaš, kdo je ta Tamala, ne, in polka zveš, kdo je, seveda. Poslušajte, ljudje so že gledali, spoilerji so, ampak za prvi del. Za prvi del, tako, naprej ne bomo. Ja. Tako da, če ste pogledali že vse une, ki ste jih sneli dol z neta, sploh brez skrbi lahko gledate. Zdaj, pižama se je. Solzica se mu je otrnila. Ampak... To je znoj, ker nimaš klime. Ja, glej. Tako da dajte prosim 4, 8 ali 12 evrov za aparat, da sem že nuce klik. Ja, v World Headquartersih smo zdaj. Ampak, flashback. Flashback. Super je. Jaz sem vedel, da bo, sicer sem pričakoval, kot se je špekuliralo, da bo kot cold open, se pravi, da bo pred špico se že odvrtel, tako kot je bil ti začetek. Pilota tudi, ne, ampak in bo pa najprej špica, pa čakal, niso rekli, da bo cold open, a bomo zdaj kar ne bo tega tukaj, danes pa bomo morali na TV-ju gledati, ampak se je začelo. Ne. Tukaj vsi, ko smo brali knjigo, vemo, da se razlikuje del pač rahlo v tem, da se je ta prerokba, ki jo Maggie Frog, ki je v knjigi neka starka, Klepa pač ena huda bejba. Ja, za katero se izve, mislim, da je neki žlahtic slopola, ni za to, za Westerlingi pa to. To pa ne vem, to mislim, da je to ta še neko connection. Ja, tako da pride, da je ta, ki jo je on pač eno teh Westerlingov iz tujih dežel pripelo in se poročil z njo. In to potem v starih letih ona tam copra. In tam je na semnju, ampak meni se ne zdi čisto narobe to, da so dali neko hosto, ker verjamem, da je čisto logistično gledano lažje posneti to. Plus je čisto dejansko deluje to vzdušje, ne, skrivnostno tam noter, je zdaj hiša ni sestavljena iz piškotkov. Ja, ampak je zelo janko in metka. Ja, zelo janko in metka, ampak klebi, če bi jo delali, bi morali biti pač iz lemon cakes. Ampak, kaj sem spaj... A si predstavljaš to, koliko časa bi Martin opisoval uno hišico iz janka in metke? Pri Martinu bi bilo že janko in metka. Vsak piškotek posebej bil. Ne, pa že drobtine, prej bi bilo tako, kjerih 17 vrst kruhov je naredila drobtine, ki ste jih uporabljala. Ne, škalo meni cool, meni je bilo cool, ker je ta Tamala, ki igra mlado Cersei, ne, pa zvemo, da pač Cersei je vletela, ne. Mal daje, od Joffreya vibe daje. Tako. Pa se ima neke te manerizme tudi od Cersei, je kar skinila. Ja, ampak meni je bolj to, da je tako malo na Joffreya, da vidiš ta nek duši ljudje so to, da jabolko pri Joffreyu ni daleč padlo, no, to hočem reči. Ne. In to mi je v bistvu ful všeč. Dejansko se je vse zataknilo v njegovem jabolku. Ja. Boom. Flat circle, v glavnem. V glavnem in tam zvemo, ne, da bo ona izve, da se ne bo poročila s princem, temveč s kraljem, da bo imela 3 otroke, vsi bo imeli zlate korone in zlate mrtvaške prte in da jo bo zamenjala mlada. Kar je kle za serijo še kar podatek, ne, ker Toman je še kar jav, ne. On je zdaj v bistvu kralj, ne, tako da Cersei se nam nič več zgodilo to sezono, next. Želi Tomnu in... Ja, vse bo cool. Je pa nekaj drugega tukaj, ne. Ja. Dve stvari sta, ki sta rahlo tako mečkan zbodete v oči. Ena je, pa jo bova sam tako, kot je v knjigi omenjena, to, da ni omenjen Valonkar. Ja, okay. Tle zdaj ne bomo razlagali za tiste, ampak je še, pač to še en del prerokbe, ki še dodatno nekako razloži Cersejine motivacije. Zakaj ne? Ker dejansko tukaj, ko zvemo, da je bilo neprerokovano, da je bo zamenjala mlajša in lepša kraljica, se takoj vidi, zakaj je bila taka najprej do Sanse in zakaj je taka do Marjorie. Ja, v bistvu, ja. Mislim, pač kle so pač malo manj teh razlogov za njeno obnašanje, ampak to pač, kot smo že stokrat rekli, serija, ne moreš vsega oplesti. Pač. Druga pa je, kaj je s 4. otrokom. S Kuštravčkom, ki se je rodil in kmalu umrl, kot je zaupala Catelyn Stark v prvi sezoni, ko je ona sedela v Branovi posteli. A ja. In ki ga je omenila tudi v pogovoru z Robertom. A ja, to je dejansko se kle. Interesno. Vse so teorije so zdaj, pravi pač, ja, veš, to je srednji vek, in če pač v njih sploh niso štelka, niso leta že. Ja, pač uspod. To je bilo.
pač, he didn't make it, fuck it. Pač, to je, wow, ok. A ja, sem res, to je tudi kle. God damn it, že te imam zamisliti. Okay. V glavnem, potem je ta super preliv Cersei, ki se pelje, oziroma ki jo nosijo na očetov pogreb, kjer se najprej sreča s tem visokim septnikom. Tega nam nikoli več videli. Ja, postranski lik. In potem noter z Jamiem ob očetovi smrtni postelji, na očetovih parah. In kripit izgledajo ti oči, ki jih dajo. Ja, ki jih dajo gor, ja, ki ima pobarvane. To pa kleče, so prej efekti omenjali, pa to, ko smo rekli za teksturo. Meni že spet pač ta hala zgleda še boljš, kot v prejšnjih. Vsak let mislim, da imajo malo več denarja za jo opremiti. Kip ima večji zgled. Pa že spet meni je všeč ta trikotnik, v bistvu Tyrion, Cersei, Jaime, samo njihov odnos. Mi je zelo fajn, ker kleče že spet, v bistvu kle Cersei izve, da je Jaime spustil Tyriona ven. Dobi potrditev, čeprav še jaz tako rekel, tlej tudi to, tak, Charles Dance je ležal tam samo in je imel vleko in nase. Ja. Imel je največ karizme v tistem prizoru, pa oba dobro igra. On je sam z unim imel tam. Pač bil je tam in bil je on, pač, ja, več ali manj. Ampak, pol pa pač klema sta ona dva že spet se zlomi prnima, v bistvu, ne. Pol pa kam se, če zostaneva na... Jaz bi kar v kraljem pristanku stal, ker potem na naslednji, ker po tej debati, tukaj se vidi ta krhajoč odnos. Ne. In obenem pa ta želja zaščititi družino vseeno. Ne, družina je še zmer ta prva in ona, da ne se vsej boji, ne, praviš, sam gledajo, kdaj pokažemo znak šibkosti in bojo napadli, ne, in zdaj, ko vidijo, da fotra ni več. Ja, ampak viš, meni se zdi to full smart speljan, ne, da se začne s tem, da veš, da je on mrtev, pol vidiš Marjorie, ki objema praktično in šlatra Tomna, ne, in je že tako nervozna, pol je pa šel zadaj, Loras uleti, pa fotri bil kralj. Jo, to je, kako povedati o človeku, ki ga nisem rad, le najlepše. Ne najlepše, ja. Ne. A force to be reckoned. Tako, pol, ne, pol je pa, no in klej si ti tudi mislim, ja, sej, god damn it, mi sem preveč isto razmišljala. Lancel in Kevin, ne? Jaz sem navijal, ko sta prišla nazaj. Sploh ne, jaz ga nisem tako izpoznal. Jaz tudi ne. Kdo je zdaj to tlele preletel in potem, ko sta se začela pogovarjati, ker mislim, da smo ga v drugi sezoni smo oba nazadnje videli. Ja, tako, ja. Ja, to je res druga sezona, zdaj pa, veš, moj bog, ne. Ampak kar mi je cool, ne, ker je on Sparrow, ne, da so zdaj Sparrowe sploh upletel, ne. Meni je tako pa čim vrabce, se upravičujem, vrabce, ki so v bistvu, kaj bomo rekli, oni so v bistvu... Oni so pa tako, bi rekel, tako, kot bi frančiškane združil, frančiškane, da bi jih dal v kung fu... samostan. Neki tazga. Okay, ja, rec. Imam eno ful dobro primerjavo, ampak je ne bom rekel. Ne bom rekel, ki me že vključuje imena visokega slovenskega klera in njihovo militarno. Okay, v glavnem, vrabci so orang verniki, bomo rekli, ampak sedmih, ne? To je treba povedati, ker zdaj, to mi je bilo tudi v knjigah ful všeč, ker je Martin za vse te velike religije, ki so pač kle važne, jih je kar razdelal. No? Mislim, tako je celo paleto pokazal. Ne? In kle je takoj ta kontrast, ker mislim, da pol kdo leti. Čeprav je res, da zdaj sem mogoče mečkanje prehiter, sem povezal oboje, ker so oboji so vrabci, pa imaš pa še te bojevnikove sinove, ki so pa pravzaprav grejo v isti smeri, samo da vrabci so unika. Mi smo revni, pa to, ampak kot smo videli tudi iz trailerjev, iz napovednikov, se ne bojijo zavihteti gorjač, če je treba. Bojevnikovi sinovi so pa prav to, ne, ta militantno krilo vere, sedmerih, ki jih je pred toliko in toliko leti so jih ukinili, zdaj pa mogoče se kdaj vrnejo. We shall never know, ali bom vedel. V glavnem. In pač Lancel prije nazaj in v bistvu njej Kle se res okoli srce, vse vrti, ne. In je, zdaj tako, brez da greš v spoilere za naprej, ne, moram reči, da je lep setup. Ja, lepo. Sploh je zanimivo, ker srce se boji, ne, Lancel ve, kaj sta počela, ampak on je, to je bil greh, jaz sem že naprej, ne. Ja, spokori se ti, sestrična. In pa se mu ne začne smejati, da bi se jedno smejati, se začne, kar je kar v redu scena. Pol
Pol imamo pa vse ekspozicijo. Pol je pa ta varianta največ nagih riti moških v kjerkoli delu Game of Thrones sklepam. Kar je, in to bom rekel, about time. Res. Mislim, da v 5. sezoni pa lahko malo več tipe kažejo. Kjer je pa v bistvu, mi je pa všeč ta od Lorasa, vsi vejo. Kaj vsi od vse vejo. Zakaj bi se mogel jaz skrivati? In pa že spet se pol nazaj na Cersei vrne zadeva, kjer Marjorie reče, da mogoče pa ne bo šlo tako, ker vsi mislimo, da bo šlo. In moram reči, da mislim, da bom v drugem delu se bojo hitro začele stvari odvijati. Ta del je bil tak, premeščanje zdaj le še mečko, oziroma da nas spomne, kje je in te minimalne otvoritve smo zdaj gledali. Tako, ampak, jaz mislim, da je bila tle sicilijanska otvoritev. Ja, to pa, jaz sem pol, ker sem za nazaj razmišljal, prvič, ko vidimo Cersei odraslo, hod po nekih štengah nekam. Ki tudi ne bojo nikoli več važne. Pozabimo te štenge. Pol imamo pa sitcom na Pentusu. To je pa moj favorit del tega. To je pa Tyrion pokaže, reče, sadovi so za pusije, pravi moški se prevažajo v škatlah. Jaz sem lepo depilirana stopala in se vozim v škatlah. Ampak meni je všeč, kako ona dobro funkcionirata skupaj. Ne samo kot lika, tudi te dva igralca dejansko. Govorimo o Connetu Hillu pa Petru Dinklage'u. Pa Dinklage'u, noro, kako te dva človeka skupaj funkcionirata, je pa malkrat. In tam, ko se pač bomo rekli o Dreku pogovarjata, mislim, ljudje so se smejali v kinu. Kar je, mislim, hvala Bogu, ampak to je pa res iskren. To sem bil najbolj presenečen od vsega v tem prvem delu. Te scene na Pentusu so bile res je bilo redo, še se mi zdi, da je bil mal head tip Mad Menom, ko bruhne vino. Če kdo gledal Mad Mene prvo sezono, je dosti podobna scena tam. Moram reči, da je tako res. Kle sem bil pa tako, če je začetku bilo tako, to je Game of Thrones, sem bil pa kle tako, to je Game of Thrones. Tukaj mislim, Dinklage je, pride in... Smešno je, kaj ta človek počne. Pa da si lahko, pa še treba vedeti, če bi to gledal tako, da bi binge-watchal iz 4. na 5. V 4. gledaš tam je na v bistvu sodišču, mislim tako, je ta trail, pol pobegne. On vidi sebe mrtvega že, in potem mu uspe pobegati z bremenom tega, da je bil fotor, ampak dobro, tle pa zdaj tak že ta alkoholična katatoničnost, ker mu je že, ti bi prepil, prepil celo pot, tako kot mu Varys reče, da je nekaj pit, celo pot čez morje si pil in nekaj, zakaj bi pa zdaj njihov? Tle je res, se mi zdi, tudi nekako dobro je prikazan to, ker v knjigi je to dosti bolj na široko opisan, ta in pot od Tyriona in pač ta čist njegov degradacija enega pijančka, pač kot kitava. Tukaj pa luknja, tukaj pa sam vidimo, najprej na točki A in na točki B. Moramo reči, da brado makar, da recimo Samuelu Tarlyju še zdaj ni rato take brade. Čeprav se trudi z unim neckbeardom, ali kako se temu reče. Luka Korenčič v bradu. Kle pač je sam odrekel najbolj smešne stvari v vseh 5 sezonah. Jaz ne vem, kaj je bilo tako smešnega, iskren. Ampak potem pa imamo, potem ga pa Varys začne malo butati, češ, da je ti majhen vse misel na prihodnost, zakaj, če prihodnost pozablja name in mu pove, da on to dela za kraljevino, za dobrobit kraljevine in da pa imajo nekje zmaje, oziroma ljudi s pravim primkom. On reče him, kdo pravi, da mora biti on. Kar je kar line. Pa jaz mislim, da se to tudi v knjigah v bistvu. Kle šele vidiš, koliko je v bistvu Varys res računa na Targaryene. Se mi zdi, da prej je zmeraj Chaos is a Ladder, pa vse te zadeve, vse tako malo makivelistično. Pa Chaos je bil Baelish. Ampak tam, ko se onova pogovarja, on se zdi, da hoče to neko konstantnost ohraniti vse naprej. Se vidi, da dejansko potiham računa, da bo Targaryen dal, ker to mislim. Ti so kreteni, ker ne znajo voda države. Točno to. Nobenih usporednic z resničnim svetom nočeva tukaj le zdaj.
vse je po nesreči. Grof je celski, vrnite se, Madonna. Ne, glih to sem hotel reči, da kle še le vidiš, da njegov nekakšen endgame je bil vedno Targaryen, da bojo prišli nazaj. Ne. Kar je po svoje kul, ampak bomo videli, kam to pelje. Škoda, mogoče pač tukaj moram povedati, da tle se je razlika od knjige za tiste, ki niste brali, da tukaj ta Illyrio Mopatis potem spremlja Tyriona, Varys namreč ponikne. Ampak se mi zdi, da je bolj, da so kar njega dali, ker se mi zdi, da tega igralca, ki je bil tako kot 2 dela v prvi sezoni, ki ga je kazal, se mi zdi dosti bolj, da so Varysa čist v tem nekem kontekstu. Pa nič se ne zgubi s tem. Nič se zgubi, plus res to, kot se je rekel, nora kemija med njimi. Ja, noro, res, to je pa, ja. In ta zaključni one-liner tudi potem, ki ga ima, ne prav, zdaj pa izber, ko reče Varysa, boš tukaj se zapil do smrti ali greš z mano do Mirina in rekel, se lahko zapijem do smrti na poti v Mirin. Me pa zanima, kako bojo pot pelali. Ja. Jaz upam, da bo ta sezon, ker meni je bil to tisk, ki so v bistvu dosti ljudi rekli, da ti ni bilo všeč v knjigi. Meni isto, meni bo to najboljši del. Ja. Jaz mislim, da kle bom jaz razočaran, no, tako bom rekel. Jaz bi gledal tiste. Tako. Čeprav določeni ljudje, to lahko povem, zdaj, ker sem gledal tisto, kar sem pomagal pri prevajanju, se pojavijo ljudje z določeno tendenco kalcinacije. Aha, ok. Vsaj umemba je. Če že rečejo, je neki. Ne, ampak jaz moram reči, da meni je bil tisti, ker so Martinu ljudje dosti nisem zamerali. Tako, ne. Meni je bil tisti, meni je bilo tisti zelo všeč. Ta pot v bistvu Tyriona. Meglo dihaš, ko bereš tisto. Tako. Ja, res, ti se meni bilo tudi. Pravkar zjutraj po voznic čez barje. Isto. To smo ljudje že rekli. Sploh v času poplav. Pol gremo pa, kje smo pol? Dol. Dol, tak je bil tak. Glej, to je tako malo tranzicijsko, da nas spomne, najprej tako rešimo se Robina. Kar je in tudi dosti smešen način, ne. Ampak moram pa reči, da mi je pa všeč, ker že spet Sanso kažejo kot zmeraj bolj temno. Ne? Mislim, samo, kaj je ta prvič Baelish pogleda. Ja, mislim, predvsem je... Jaz sem se hodil stuširati, takrat jaz. Ja, lej, te overtoni so itak, Baelish ima tako faco, da ne moreš čisto stati, kogarkoli on gleda, on lahko vazo gleda, pa je weird. Ampak meni je ta transformacija... Vaza je vsaj polnoletna čez dinastije. To je mogoče res, ja, ok. Ne bomo. Ampak meni je ta transformacija, sam sem je v bistvu kul, da so kle malo spomnili, no, tako, da pač ona je, pa da so še zmeraj mučke. No. Plus to se mi zdi, da tle veliko pove o te neke pač mentaliteti sveta, oziroma kako ta svet funkcionira s tem, ko je ta gospod Royce reče, da nič ne bo z njega, veš, kako slabo se bojijo, nobenih veščin nima, ne, in reče pa nekaj bolj pomembnega, kar reče Paul Baelish, ne, ima pa mogočno ime. Ja, to je res. In to je, ne, pravzaprav ti, ki si na poziciji, da si kupiš zaščito, in kam imaš to okolje, ki funkcionira. No, vse pa to gre zelo pač z roko v roki z Baelishom, ki pa samo te valove jadra. Drugega itak ne zna, več ali manj, on se sam preklapla, kaj se treba preklopiti. Ne. Ampak to se tako mojstersko preklapla, da pa oni ne vejo, da ne dela on za njih, ampak oni za njih. To je tudi res. Pa saj Littlefinger je realno gledan tako, moram reči, meni je v knjigi bolj všeč kot v seriji, tako, ker se mi zdi, da se ga tam bolj razdela. No. Čeprav pa tudi vse, meni se pa zdi, da v knjigi je tudi to, da je malo bolj skrivnostno, da ne izveš takoj vseh nekih motivacij njegovih. Ok, pa mogoče zaradi tega. In je mogoče tudi zato zanimiv, ker je najprej ga res vidiš kot tam enega sluzavca, potem pa počasi vidiš, česa vse je zmožen. Pa tudi že spet, kva hoče, ne, v končni fazi. Ne. In tam se vmes še Brienne pa Pot, sta tudi tako čist kratka, samo da reče, zdaj pa... Pa že spet imamo tist, ker nam sicer gre na jetra, ko se po nesreč srečajo, ne? Ker ona da pogleda ta kočijo, pa je po kočiji Sansa v Baelish, ne, ampak ok. Ampak... Eno na del jim oprostimo. To je res, ena je lahko. In tukaj je zdaj ta... se toliko spomnimo Brienne, da vidimo pač, da ona je vedno si želela služiti nekomu in biti, se zdaj služiti. Tle govorimo spet o nekem drugem konceptu služenja. Tle govorimo o tem viteškem služenju fevdnem gospodu, ker zapravo nekako nima ona želje voditi, ampak
ima pa to znanje in moč, ki ga želi uporabiti v neke dobre namene. Ne. Ja, rada bi za kul firmo delala. Ja, rada bi rada za. Jaz bi rekel, da tle v tem, da želi služiti, da tle ne bi gledal nekih hudih mizoginističnih tonov iskal ali pa česar koli. Ja, ne, mislim, je pa ona, mislim, jaz bi kvečem glih anti to rekel, ker je ona proper vitez, čeprav on reče, da ni, ne. Ja, ona sama reče, ne pa če... Točno to, ja, no, podu reče, ne, ampak je realno gledano, ona je bolj vitez, kot marsikdo. Ja, dejansko sledi tem nekim vodilom viteštva. Ja, in iskren, koliko je ona naivna, pri temu dobro, da je še živa. Ja. Pač glede na Martinov svet, ne, realno gledano, ona bi mogla pač iti po gobe, ne, že neki cajta nazaj. Poj gremo pa, Mirin. Mirin, ja. To lahko zdaj še omenimo, da ste Sansa pa Peter, da ste rekli, da greste da greste na prste, v resnici greste pa na zahod. Kar reče, to pa ni. Ja. Lej, slej, ko prej bomo zvedeli kam, ne? Sklepa, da na naslednjem delu teleportacija deluje, teleportacija deluje. Go west, ne, ko pa vzad Pečo Boj se zaplešete z unimi plastičnimi kroglami. Pa Mirin pa zid, če ostanete, pa dajmo Mirin, ker zid je potem zaključni. Ja, pri Mirinu je pa tako, ne. Bum! Pri Mirinu je pa fucking bum. Zdaj tako, tisto, kar je bilo, kar je meni najbolj v glavi ostalo, recimo, kar se tiče Daenerys v knjigah. Tisto, kar je tako, da res rečem, ok, to se razpomnim, je prav ta varianta, da se ona pride, zavzame in potem se šele štale zares začnejo. Ja. In mi je všeč, da se to kle, pač, da se ne gre čez to. Da ni ta varianta, ona je malo tam, malo je bed, malo se čaka, ne, ampak očitno se bo ta sezona s tem obadalo. Ne. Ja, ker to je dejansko pač s tem Daenerys, s to Daenerysino potjo in Martin, spet je en ta njegov način, kako obrniti te klišeje fantazijske literature. Tako, točno to, ja. Junak pride in zavzame in potem svet cveti. Ja, in pol vlada nerealno, vse se poklopi, vse funkcionira, ne. Kje pa ne vem, če je šlo že kaj prav. Ja. Ne vem, če je že ena stvar. Vse, ki je osvobodila, gre neki narobe, pa neki mali ljudje umirajo. Tako, kle je dost, mi je všeč, da se s tem dejansko tako, da bo to ta glavna rdeča nit, ki je tudi v knjigi, ampak bi hitro lahko na hit malo bližnjice, pa bi jih kar enkrat Tyrion že vletel. In upam, da bo tega čim več, ne? Ker očitno Ker mora iskati, to se je nakazovalo že v prejšnji sezoni, ki je bilo recimo potem, ko jih izdar Zolorok pride prosati, lahko očeta sname dol, ne, in zdaj kakšne so te posledice, ali zdaj ona vlada vsem, ali je vladarica bivših sužnjev, ali kako vklopati pravzaprav te, ki so za prejšnji sistem noter v vladavino svojo, da ostanejo oziroma da postanejo zadovoljni. Ne. Ja. Nekaj ratuje, ampak ne pa vse. Ne. In tukaj je zanimivo, kako je dejansko Kad ko poslušaš, če bi Selmija, če bi ona Baristana poslušala njegove nasvete, že tako ne dvakrat, trikrat bi veliko bolj skozi prišla. Res je. Ampak mi je pa všeč, zato ker je, gremo reči, da Daenerys na kakršen koli način pride nazaj na Iron Throne. So vsem. Pač to je lahko ona, lahko drug. Ampak če ona, pa to se ne ve, da nam zdaj kdo si povedal, kar je bilo v knjigi, hvala, da nekaj ni še do konca. Ampak hočem reči, da mi je po svojem je to kul, ker jo Martin Kle bilda kot vladarja. Ne samo tako, kot si rekel, kliše nekoga, ki rešuje sužne in se nafino. Ja, zaradi tega, ker je po neki starodavni tradiciji in krvni liniji vladar. Ja, tako. Tamo potem se ratuje. Pač čez vse to gre, da bo modrejša. Ja. Plus to, da je dejansko to povsem v skladju z neko njeno osebnostjo, bi tudi rekel, ker ona, ker je vse te zgodbe poslušala v teh svojih prednikih, pa jaz sem bil pa ta zdaj nori, ta blazni kralj Aerys, pa se, ampak je tako, ne, se vse zdaj, da jaz sem rojena za vladanje, ne, in zdaj tukaj pa pol naleti na to kruto realnost, ja. Ne, kjer imaš te zdaj sužne, ne, kjer pridajo uporniki te harpini sinovi, ne, in ponujajo brezplačno zračenje traheje, pa podobne storitve, ne, še ja, ta bordel plus. Ja, ne, pa všeč mi je, ker te sinovi harpije so meni že spet ena od unih, veš, The Sorrowful Man. To so ti od Martina, sicer pomembne zadeve v knjigi, ampak ne nekaj, ki bi se konkretno osredotočil, ampak je huda fora. Nore maske imajo. Ja, nore maske imajo. Pa Ansalidi hodijo v bordele, v bistvu se cartat. Ja. Ne? Tako da ni druge besede. Ja.
Se bi rekel, da očitno niso dovolj srcem zadavili tistega kuška. Ne? Ja. No. Ampak mi je tudi to je res ta tema od Martina, da te zadeve pele pač po nekim v svet, v katerem se dogaja konsistentni logiki. Pač. To so bili ljudje, ki so jim jajca odrezali, ne samo jajca, čeprav jajca. Ja. In ne bi smeli imeti uničiti. Ja. Pač, karkoli, kakršnikoli emocij, ne pa se pol vidi, da se jim pa da svobodo, jo pa pač iščejo. Ne. Kar je valjda edino človeško in edino prav. Ne. Ampak že spet en tak detajl, ki je meni ful všeč. Ne. Je pa res, da je potem enega od njih, ki ima, kakšen ime ima, Bela Podgana. Bela Podgana, White Rat. Belo Podgano, sinovi Harpije zakoljejo, prerežejo vrat in je pač ena taka The Walking Dead scena, ker križ prica, ne, in se potem tle začne ta boj, v bistvu, boj. Že spet, kaj vse gre lahko narobe pri Daenerys, več ali manj. Bere se pa his, da Zlorok pa Darjo vrnete z Jimkajem, poveste, da so se oni podredili, postavili so nov svet vladarja, ampak da pa prosijo za odprtje teh borilnih aren. Ja, in tukaj imamo potem Daenerys proti, pač se smo služno osvobodili in potem ima Darjo v tej svoji čvrsta zadnica sceni. Tako. Tle se vidi, mislim, da je res tle, da je bila res Emilija tista, ki je dala noter si to. Jaz ne bom več naga. Ja, jaz ne bom več naga. Ker je lepo zakrita. Ne, samo, škaj fora, mislim, mi je pa kul, ki jo tle že spet pokaže kot krajeno modelko. Ja. Čim je zdarijo, to mi je ona pač ena random modelka, ki je po nesreč kraljica. No. To meni všeč, pa je on reče, da v bistvu, če ne bi bilo teh aren, borilnih, pa on ne bi bil to, kar je. Ja, ker pove svojo celo zgodovino, zamoči sam to, da je včas nosil dolge blond lase. Ja, in da je bil čist drug človek. Ampak pač, the magic of TV. Ne. In potem se, gre dani, se malo vijoj, pa ne, kaj je zmajska kraljica brez zmajev. In potem gre v klet, bomo rekli. In kako ne rečemo, draga Daenerys, Fritzlove metode vzgoja se nikoli ne obrestujejo. Ja, ok, to pa. Ja, sam res. Ne, ampak je pa tudi vidimo, če so kje pokurali kaj denarja za efekte. Ja. Je pa to tam in to mi je pa všeč, da sva gledala v kino. Iskreno. Zmaji so bili pa epski, tako da to vi zdaj, ki ste že gledali, veste, ampak si pa to predstavljate v kino gledati. No. Res dober, res dober. Skoraj isto, kot kar una slaba kvaliteta likanih skrinerjev. Ja, več ali manj, isto. Ne, ampak ja, in Klev je že spet ta, in to je že spet, kaj vse gre lahko pred Daenerys narobe. No. Se mi zdi, da ta setup in od Cersei, recimo, sta super. Ja. To je res dobro. Mislim, tako strnjen v pač teh par scen, razumeš vse, kar v bistvu moraš vedeti, v smislu, kar rabaš vedeti za to, kar se bo naprej dogajalo. Pa jaz bi še to bi rekel, da je, ker začne se tako, da Harpijo ta glavno izmerila, vržejo dol, že spet CGI, pa proper CGI, pa tako. Mislim, moram reči, da je slabši efekt, kot ostali, tako se je malo videli, da je računalnik. Ampak staj voda ni. Več ali manj. Ker ti se še teže. Ja, čim je fiska v igri in klej pač zadeva res pade, pa to, ampak moram reči, da tekstura je res full večno in take stvari sam pomagajo. No. Ni klej res težko kaj slabega rečeš. Pol gremo pa na zid. Na zid, kjer John pa Oli vadita mečevanje. Ja. John učita male, kao ni dosti samo puščica, treba je tudi meč. In vidimo majhen, da to priložnost potem, da se malo Žilka pa sam pogovarjata. Je pa res, da se vse na dvorišču dogaja praktično. Ja. Ampak sem ima tle best this line, ki ga ono vpraša, zakaj pa ti ne vadiš? Jaz sem fento belega hodca, jaz sem fento tenca. Koliko črni bratov lahko reče, da to ni, po mojem ben. Ja. Kar je dosti res. In kar mu ne bo pomagalo, ko bo nasproti njega en s pipcem. To je res. Okay, s pipcem pri njemu še ne prideš do živega. Ker ne prideš do živega, ja. Čeprav ne s pipcem, po mojem, njega lahko en stepen, ne vem, že skoraj rabo, ne rabiš, ni treba, da je trd objekt. Ja, skoda, to je. Mislim, da imamo naslov, tepeš skoraj rabo. Tepeš skoraj rabo, zmeden. No, ampak klepa treba to, kar bo v tej sezoni sklepan, da
glavna rdeča nit na severu, ne, je pa zdaj powerplay od Stanisa in pa powerplay znotraj straže. Kdo bo postal novi gospod poveljnik? Kdo bo šefe? Ne? In je, moram reči, da okay, gre prvo Mensa, pa se pol lahko to pogovarja. Deva to malo, ja, Mens je kle. Radi smo ga imeli. Starega Apača. Ja. Meni je to tako zelo, kaj tak sedeči bik. Ja, zelo indijansko. Mislim, da je bila to poanta, no? Ker pa zmeram pol plemena, združil si plemena. Ne? Ampak moram reči, da meni je ta njegova logika, zakaj se pusti fentat, ne? Jaz pač ne razumem tega. Mene je tako, tudi pač ne prepriča me njegova argumentacija. A ne? Realno gledam, tam, kaj gre John do njega, pa mu pač razlaga, pa ga več ali manj že prosne in reče, ja, lej, ne, tako je v življenju. Ne. Kar je fair enough, ne, ampak pol pa Melisandre pride, ne, ki jo jaz zdaj res že namaram. Mislim, ne maram. Ta jo res... Če smo prej imeli Joffrija za najbolj antipatičen lik, mislim, da je ona mirno prevzela to titulo, ne. Ali ne vem. Jaz bi tako rekel, da vse njene moči so bolj pički in dim. Veš, kaj je problem pri tem? Jaz se fully pričujem, ker to rekel. Jaz se zmeram polna metoda Tropca, pomislim. Ker je neka šala z metodom Tropcem. Reka. Ja, neka, vse, v glavnem. To je tudi ena pesem od Roza drugač, ki že nekaj tam mali Korbin sin ne dela ogenj iz kocin. Ja, ok, v glavnem gre naprej. Ona v bistvu pele Johna do Stanisa. Zdaj, ko smo malo prehteli, da so pač, ko Stanis reče Johnu, ne prepriča Mensa, da tako, ne upogne koleno, da bojo lahko skupaj šli na Boltone, ne, na zemljišče, kjer pač se še enkrat to ne ta, kjer John reče, da ponovi, da se nočna straža ne upleta, da se odpovejo. Ne? Ampak to sem ti hotel reči, zelo sem hotel to spomniti naprej Mensa. No. Zdaj, ki je ful dobro, kar reče, a Varys reče, ne, da v bistvu Stanis bi bil kul, sam je preveč čvrst, kao, da nima nežne roke. Ne. Ja. To mi je zanimivo, ker so začeli se mi zdi, da tudi v knjigi, ali pa to boš ti povedal, se mi zdi, da te fronte, ta sever pa jug, pa to se dejansko šele zdaj začnejo res formirati. Ne. Ker Stanisa ti, ki bereš in isto v seriji, ga ne vidiš nikoli na severu, ne? On se tam nek dogaja, pa nikoli ne povežeš to, da bi on lahko pa iz te strani dol šel. Ja, ker zmeri te otoke oziroma pa odvar na zidu in je to kot maknen, da ne dobiš tega čisto občutka. Zdaj se pa začnejo, veš, te fronte, a ne pač Daenerys na eni strani, a ne pa ona na drugi strani se nekako začne, vsaj te dva pola se začneta. Na zahodu pa, ojoj. Le, kdo bi na zahodu plul po morjih, ne vemo. Ja, ne vem, to je. Zdaj se je že sesul v fetalni položaj in se je reduciral na jokajočo gmoto mišic. Ti povem moja nova teorija. No, povej. Da na eni točki bo tako, veš, ki bo konč že vsega, bo ladja sam tam bo, veš, ko po nesreči bo tam. Veš, kaj mislim, tako, neke ladje bojo in ena bo taka. To je pa zate, že. Love. Ja, Benioff and Weiss. Ja, točno to. Dalje bojo noter, samo zato, da lahko rečejo, da so jo dali noter, bo v bistvu čisto prop. Ja, ampak seveda, tam nič ne vemo. Ampak je zanimivo, koliko to ignorirajo. Jaz res upam, da bo letos kaj več se zgodilo. No. Okay, ampak pa da gre naprej. Ja, John gre do Mensa. Tle še ta super, kar reče, da dokdaj imam pa časa, da ga prepričam. Do zahoda. Ja, dnevi so kratki. Ja, ker je zima, kao. Ja, winter is coming. No, pa gre on do Mensa prepričuje, Mens reče, da ne. In je pol ta line, ki je Superman, to, da bom lahko svoje napake delal, ne, to je vse, kar sem hotel. Ja, to je svoboda. On bo umrl svoboden. Tako da kle rečeš, ok, zdaj vemo, zakaj bo umrl, ne. Potem ga pa zakurijo. Imamo ta Fire Me, pa Miladojka je nit moment. Jaz sem se spomnil to ob tem prizoru na Heretika, na ta film s Primožem Trubarjem, s Poldetom Bibičem kot Primožem Trubarjem, ko so tam noč imeli tudi neke te prizore na Grmadi, enega, ki ga kažejo. Malo te bomo osvaljo, tlede pa res tako, dejansko se vidi ta strah. Par njemu, ne, tako kar reče, ne, da, uniš tako, že mes prijazna, kaj me boste, ne, obglavali, ali tu, ne, zažgali.
Ja, In tam se vidi, kaj prebledi. Ne? To je pač. pa sej, meni je kul, mislim, meni je kul. Se to, pa meni je kul, ker je človek, ne? Ker ni jaz bom šel dostojno v smrt varianta, ampak pač trza tam. Ne? Ampak noče zaradi razlogov, ki si jih ti prej navedel in zaradi tega poslanstva svojega. Ja. Noče. Potem ima John ta moment usmiljanja, kjer ga Spuščico ubije. Ja. Ja, tako da ta. Je kar šok bil. No? Ja, Jaz sem upal, da mogoče se bo kaj premislil. ja, da ne bo. Ali pa da bo en z vodo prišel. Veš. Polil po ognju. Ne, sam je tako pač. Če Tyrion za ta. Z vino v leto. Ampak ja, mislim, da. Ampak bruha še to, kako hoda not, da Dvomim. budi gorenje. Dvomam, jaz mislim, da to vse telo absorbira. To si upam, ker da so full eksperta. Tako, kam ima, ti, ki bruha si kdaj zažgal že? Ja, ne, okay. A si ti kdaj tako bruhanje s fajerca? Ne, ampak gled, tako, overall, to, kar sem na začetku rekel, ta del, jaz sem še zmeren čist napaljen. Ja. Iskren, res. Časen, ampak Res. me je privlekel. Jaz sem tako zelo za pričakovanje za tole sezono. Ja, jaz tudi. Res se mi zdi, da ne bo nič unga, da ne bo nič dolince. Da bojo kar držali. Ja, itak grejo ven iz dola. to je tudi res. Ampak ja, glave so nazaj pri Game of Thrones. Ne? Tako je, bitches. What? Ja, to je bil prvi del 5. sezone. Čez 2 tedna bomo obdelali drugi in tretji del. Tako? Vmes bomo, ne vem, zdaj bomo lepo pelali naslednje 2 meseca. Čeprav je fulejnih zadev, ki bi si jih spodobali. Res je. Jaz sem zdaj končno The Jinx pogledal. The Jinx bomo enkrat naredili ekstra glas. Ja. Res. Ampak dajte to pogledati. Glejte, da bomo pol lahko govorili o tem. Res. To je pa Noro je. tako, kad ti spogledaš, rečeš, Rust Cole, bodi moj najboljši prijatelj. Ja. Ker je bolj normalen. Ne, jaz kam jaz rekel. The Jinx je ena od redkih stvari, ki ti naredi tako jeznega in tako si fasciniran, in pa si še malo bolj jezen, na koncu pa bolano jezen, ne? Da malo stvari to naredi. Ja, ampak veš, zakaj jaz predelam? To ni iz empatije do žrtev, ampak zaradi tega, ker si rečem, pizda, a bo en bogataš končen plačal. Ja. To je to. Razredni. To je dokumentarc za razredni rad, za delovski razred. Luka Mesec daje 5 zvezdic. To je res. Tako da, ja, The Jinx res pogledajte, ker to bomo slejko prenaredili, ampak zdaj smo v. Ja, pa to Inside Number 9 je nova sezona, dajte to tudi preverite. To sta 2 od 3 League of Gentlemen. Aha, okay. In imata zdaj že drugo sezono, po prvi je pa fora, da se vse dogaja v hišah, pač tako, kot omnibus pozgleda, no, tako pa drugi liki, drugi igravci, poleg njiju, kaj sta Pemberton pa Shears, ne, sta te 2, te tretje pa jasno Margatis, ne, Kaj ima druge stvari za početi. Ja. In vsakič se dogaja v drugi hiši z številko 19. Zdaj le bo, da ta nova sezona, jo moram še pogledati, ampak drug del vsi hvala, tako kot ti Frankie Boyle, čestita tipu na Twitterju, da koliko je pa to hudo. Pa je treba pogledati. Tretji del se je pa zdaj tudi, ki ravno kar bil, sem povedal, da se pa dogaja v času lova na čarovnice in tako da. Tudi zelo taka smela zadeva. Lepo. Dajte to malo pogledati, drugače pa ja, Igro prestolov, mi da bova gledala čez en teden drugi del, čez 2 tedna tretji del. In pa že spet na juriš. Tako da ja, še enkrat hvala 3FS-ju. 3fs.si, pejte pa čekirati. Ki ta mesec sponzorirajo. Tako da res ful hvala, tako kot je Pižan sprej rekel, če bi kdo rad sponzoriral. Lahko meni pošljete mail na anzeaf@aparatus.si. Drugi greste pa na aparatus.si, pošiljnica pod printerujete 4 ali pa 12 evrov, kot rečeno, za klimo. Za klimo, v Aparatus World Headquarters. Tukaj na Twitterju je nekdo že prav, da bo organiziral nabirko kartonov za jajca, da bo bolj profesionalno izgledala stena. Ja, se to vidi ne bilo slab, ker je preveč odmeva. Kakšno peno bi lahko počasi. Ja, se bo, počasi. Dajte to, da ne bo že zmeri, ko bomo snemali, govoril, stari, ni pene. Kamen na kamen. Pena. Okay, to je. Graš pa, Pižama, kje si pa ti na internetu? Afna Pizama na Twitterju ali pa pizama.net. Odlično, pa povej še za Šnofijo. Šnofjeva druščina, strip v vseh knjigarnah, blizu vas in tudi na internetu. Zadevce je super. Berite, če imate mulce stare tam od
9, 10, pa do 13, 14. Ja, res je fajn. Fina zadeva, plus so noter cukrčki za odrasle, to take kakšne fore, ki jih boste samo vi štekali in si boste tako, jaz sem pa pameten in premeten in bistor. Lepo. Poštekal sem strip za otroke, naj se potrepljam po ramenih. Je to tako so vsi starci pri Pixarjevih risankah. Jaz sem na Twitterju afnanzeto, tole so le 54 glave, Holy Mother of God. 2 leti glav. To je veliko. To je kar dosti. To je v redu. To je v Dobar. redu. Šele začeli smo, pižama, šele začeli. Dejansko smo brezplačniki. Kaj bova rekla na 3-4 zdaj? Valar Morgulis. Zmenen. 3-4 zdaj. Valar Morgulis.